Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In je tudi sredino jutro na 3. junija šlo v zgodovino. Kako pak? Ja. Na sebe tu misli predvsem, veš. Ja. Kdo, jaz? Ne, Regent. Regent, ja. Zaradi njega, veš, da si on si pripisuje vedno. Pa povej, po čem si boš ti najbolj zapomnil? Po zgodnjem vstajanju in po izjemnih idejah iz Jutro poskuša. si boš zapomnil po zgodnjem vstajanju. Ja, tega ne počnem tako pogosto. Okay. Jutri se vrne Jeger. Ja. Poln verjetno zgodbic in vsega, kar se bo dogajalo. Kalau klimo, nekdo vgasne. Ne, če klima kriva. Ne, veš, tako rečejo, šmurc gleda starega, ne. Bože, važno je, da je nam hladno, pa da mi naš mislim, kaj zdaj? Dobro, jutri se torej vrne Jeger, o 5:30 bomo spet skupaj, če ste zamudili današnje jutro, pa vabljeni, da prisluhnete našemu podcastu. 3. junij, kar pomeni samo še dober teden in začne se svetovno prvenstvo v nogometu. Ja, točno. Yes. Yeah. Po pa dober mesec oziroma mesec in 8 dni, če smo natančni, bo trajalo vse skupaj. Ja, ker je razširjeno, ne? Ja, ker 48 reprezentanc in zdaj so povedali tudi, bene skoraj kap. Koliko nogometašev? Ja, 1248 nogometašev bo na svetovnem prvenstvu. Cool. Zato pa je Panini album tak debeli letos. Mimo grede, ne vem, če ti zagotovo ne zbiraš sličic, Ana, ti ne. Zbiram, ampak spremljam, ker prijatelji zbirajo. Zbiraš, ampak spremljaš? Ne zbiram, ampak spremljam. No. Ali ima še kdo težave s tem, da to tih slikic enostavno ni? Ja, ne. Jaz sem popeno. Panini ne dohaja. Jaz sem živčen. Ja, res ne bi vedela, o čem govorite. Ja, ni slikic, o tem govorimo. Ja. In kaj se je meni zgodilo, pazite to, v trgovini sem videl, da je ena taka škatlica, da je glih je ven dala in je odprla novo, ker so zložene te sličice. In pred mano sta bila mamica pa en mali fantek na blagajni. Ne, jaz mislim, kaj se to ni, ne. Veš, kaj je naredila? Celo škatlo mi je pred nosom kupla. Pred nosom. Pa tako pridem, pa se rekel, ne, pa se tako malo še pošaliva, z prodajalko, ne, kako vse pa te, ne. Ja. Zdaj se še imate slikice, ne, žal, to je bila zadnja škatla. No dobro, se nekaj imate eno trgovino v Framu? Ja ne, samo pač to pol je že logistika, da moraš drugi iskati. Ja, kontakt bi mogel vzeti, da imaš pol zamenjavo, ne? Pa mimo grede, ja, v Framu imamo eno trgovino. Dobro, da imate slikice sploh. Eno, tak prav v Framu. Vraček bodi kupovati, veš. Samo res je to bilo vraček. Vse veš. Dobro jutro. Jeger še vedno manjka, namesto njega Regent. Vse kar dobro, Jeger, Regent. Zato se jaz tokokrat zmotim pri vajnih. Ampak niti približno se ne rima, da ne bi šli slučajno v prevelike detajle. Matej, ti si znan po številnih pesnitvah, pri katerih se relativno ujema vse skupaj, tako da prosim. Relativno. Ja, drži se pač ne tega, kar Rim na A pa na I. Pa na E je bila enkrat kar, ne? Ja. Je, ne? Ja. Težke so te na K. Torej, danes je sreda, 3. junij in tudi danes se bomo imeli fajn in kljub dežju zunaj verjamem, da šli lepo in gladko v to sredino jutro. Danes se bomo pogovarjali malo tudi o vremenu. Veliko je bilo debat na temo, da se je skoraj da oblikoval tornado tam nad Apačami, v bistvu v ponedeljek. Ja. In malo smo razširili to debato in ali res lahko te stvari pričakujemo tudi za res in bolj pogosto pri nas. Ne, da se še ni zgodilo v Sloveniji, ker se je že večkrat, ampak ne,
ne bi zdaj mi razpredali, raje se strokovnjaki o tem pogovarjamo. Danes bomo imeli tudi en zanimiv pogovor v živo, po 8 uri se bomo pogovarjali z enim kolesarskim trenerjem. Vseeno je v nedeljo kolesarski maraton okoli Pohorja, morda še za zadnje namige ali pa kaj koristnega za novo sezono, ki je, ker je sreda, imamo danes debatno sredo v SMS-ih na 051 220 220 in na naših družbenih omrežjih debatiramo o zadnji dobri ideji, ki smo jo imeli pod tušem, ali pa pač najboljši do zdaj. Malo za razmisliti, ampak če človek pomisli, lahko ugotoviš, da je to eden od ključnih delov v bistvu, oziroma prostorov v vsakem domovanju. Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 3. junij je danes. Ali se je vama že kdaj zgodilo, da ste kdaj pozabila kaj na avtobusu, recimo, ali v taksiju, ali na... Ne, se pa spomnim, da je za časa srednje šole bil največji, kako bi rekla, najbolj strah je bilo nas vse, oziroma mi naj s kolegico, ki smo se sošolko skupaj vozile domov, da bi mesečno vozovnico pozabile. In prvi stavek, ko smo na Teznu pri Avtokomercu dol stople, ne? Ki je moja mesečna. Želim dobro jutro Sandri, upam, da se spomni tega. Čisto eno svežo zgodbo. Moj sin je pozabil denarnico na avtobusu in nočeš vedeti, koliko denarja noter. 300 evrov. Zakaj tvoj sin nosi 300 evrov v denarnici pri 16? Tudi jaz sem se to spraševal. Odkot mu je to 300 se veš, da otroci so vedno najbolj bogati v družini. In moram povedati, razplet, ne boste verjela, denarnico je dobil nazaj s 300 evri. Bravo. Tiš so še pošteni ljudje zunaj, ne? Res prav tak, fajn sem se počutil. Mali pa tudi, ne? Ali pa po mojem je prebledel, pa menjava barve. Je pa to šola za naprej. Ja. Smo tudi že večkrat AirPodse kupovali, pa ne vem, zdaj kazano očitno, ampak dobro je. Pa dobro jutro tudi Vedlinovim otrokom. Seveda. Drugače pa je zelo zanimiv seznam. Uber, torej že več kot 10 let objavlja zanimive stvari, ki so se pozabile v njihovih avtomobilih. Tudi po državah, pa to, ampak zdaj ne bomo šli, ne bomo zakazali, kdo je najbolj pozabljiv. Je pa podatek, najbolj kritičen dan, da se kaj pozabi 1. januar. Ja, to je logično. Ki mu sledi zanimivo 1. november. Kar hecno. Okay. Zanimivo. Ja, kar zanimivo. In ura, ko se največkrat kaj pozabi, vikendi med polnočjo in 2. uro zjutraj, ker je seveda tudi logično. Seveda. Najbolj pogoste stvari: telefon, nahrbtnik, denarnica, ključi, slušalke, oblačila, pasuš, očala, ura ali laptop. To se je najpogosteje. Se pa je že zgodilo, da je recimo nekdo v Avstriji pozabil smučarske čevlje, pancare noter, pa rentgensko sliko. Okay. Otroški voziček so tudi že pozabili v avtu. Dobro, upam, da niso otroka. Zdaj to ne vem, kako je to možno, ampak enkrat je en v Avstriji pozabil v Uberju 280 litrski akvarij. Ko veš, kako je to škatla velika. V Ameriki je en pozabil živega jastoga. Kaj? Ja, ne, tako da. Tako da pač se pozablja marsikaj, tako da če se vam kdaj zgodilo, da ste kaj pozabili, dokler niste pozabili akvarija ali pa živega jastoga. Živega jastoga, vse štima, samo mirno. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je sreda, 3. junij, dobrodošli. Svetlo je, pa dež. In v teh dneh se je veliko govorilo o dežju, ne? Zdaj, strajete z mano, ker bomo prišli tja. Ja. Tudi mlajši, recimo šolari, so verjetno nekje zasledili, da bo deževno ta teden, ne? Ja. Definitivno. Če ne drugače, je njihov telefon prisluškoval in slišal, da sta se starša doma pogovarjala, da bo dež. Ja. Recimo, ne? Ja. In je verjetno tudi kak TikTok na temo deža preleto, ne? Ali pa kaki post. Sigurno. Sigurno. Kot se to dogaja, ne? Zakaj za vraga danes, ko gledamo ven na glavni trg, vidimo šolarje, ki hodijo brez marele? Lahko bi bili skuterjem. Na glavnem trgu, da jih župan dobi. Tako, ne ima kaj to iskati. Zakaj? Veš, kaj lahko obstaja tudi varianta, ne? Da mogoče marele med mladimi niso cool.
Tak in tak niso kul. No, evo, vidiš. Kul je, da prideš celi moker, premočen, da imaš moker rukzak, mokre zvezke, vse, kar moraš imeti zraven in se potem še prehladiš, ker noter žgejo klimo, recimo. Ne? Ampak si pa kul, ne? Ja. Okay. Dobro, to je recimo ena pot, druga pa... Vzamite dežnice. Ja, res prosim. Dobro jutro. Dobro jutro. In glede na to, da je slabo vreme in glede na to, da tako pada dol, je bila referenca tuš in ne preveč gnjavi. Ja. To smo se odločili, da bomo danes v debatni sredi debatirali na temo zadnje ali pa najboljše ideje, ki ste jo imeli po tušem. Ker marsikdo ravno tam dobi najboljše prebliske, ker se veš, eureka momenti se dogajajo na najbolj nenavadnih, ob najbolj nenavadnih časih in najbolj nenavadnih prostorih oziroma okoljih. Pa me zanima, zdaj najprej, preden krenemo, Ana, Matej, Jaz ne razmišljam prav o ničemer, ko sem pod tušem. Nič. Kaj si ti, nor? To ti razmišljaš, ko si pod tušem o sebi tako? Vedno. Mislim, pač jaz grem pod tuš zato, da se umijem, za ne vem, kak ste vi, ne? Mislim, pač tu se lahko umiješ. Koncentriram se na to, da bom čista prišla ven in to je tudi vse, o čemer študiram. Ok, dobro. Predo, legitimno. Jaz sicer nisem neke legendarne ideje, ampak ja, razmišljal sem, da je mogoče čas za nov avto. Ok, vrejo, zaključili smo zmago, vsi gremo domov. Delal, ja, res je. In? Ja, potem tako druga misel je bila, da mogoče je čas, da začnem loterijo igrati. Tretja pa ne bo novega avta, ne? Bazirati prihodnost na tem, da boš na loto trofo. Dobro, probat ni greh, ne? Dobro, ja, seveda. Ti? Jaz enih par idej sem imel, recimo, ja, veš da, recimo taka, bi rekel, najboljša do zdaj, da sem si pod tušem zmislil naslov knjige, samo še nisem napisal. In? Okay. Ja, valjda ne bo povedal, to je brez veze, povej zdaj. To pa lahko vse zvrst izdaš, bo to črtica, roman. Ja, črtice bo pisal, vedim, to je. Esej. Matej. Kaj je problem pri črtici pod tušem, da ti jo, veš, potem metaforično seveda hitro odplakne, ne? Tako da moraš bolj razmišljati. Dejstvo je, da pač imam naslov, imam vse, sem pač... Ostalo pa ne povem, zato ker vprašanje, če sploh kdaj bo. Ampak naslov pa je, veš... Genialno. Ja, glih potem, ko mi je šampon v oke prišel. To mora biti dobro, ja. Se ti pravim, v najbolj nenavadnih momentih lahko najboljše ideje zrastejo. Tako da o tem se menimo, če bi delili z nami, bomo seveda veseli. Radovedni smo tako vedno v SMS-ih na 051 220 220 ali na naših družbenih omrežjih. Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 3. junij je danes in kljub temu, da je slabo vreme in bo slabo vreme skozi ves dan, jutri, ko se začne 1. junijski festival v našem mestu Street Food Maribor, pa bo lepo vreme. Seveda. Ker je petek tudi napovedan malo dež, ampak popoldne pa bomo spet lahko šli harat na trg Leona Štuklja. Včeraj smo govorili podrobneje z obima organizatorjema, z Mitjo Špesom in Alešom Purgajem in intervju, če ste zamudili in vas zanimajo dodatne informacije v naši audio špajzi na totiradio.si. Mi pa pripravljamo in to že jutri, že skoraj da legendarno Toto Street Food pojedino, kjer bo na mizi vse od vseh ponudnikov plus krajnc in... To je pomembna informacija. Ja, včeraj recimo je vabilo za 2 osebi dobil Vito. Pri Frasu in Medvarju je bilo to. Pesem torej moraš ugotoviti, kaj je Jeger torej zapel, dobro? V redu. Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli. Meteorološko poletje se je začelo, tako da bi se spodobilo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega in bo. Morski Boško bo tam iz MNA cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirjevo solato, bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane. Ligenčko, pa malo konfetke,
Vito, se ti kaj sanja? Slučajno. Vito, bomo dali A, B, C, teba bi mogel vedeti. Okay? Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddharta, Napoj? Je naredil. The Final Countdown, ja. Težko je to, ne? Težko je ugotoviti, ko Jeger skozi polna usta poje. Danes še zadnje vabilo, ker pol bo že miza počasi polna, lahko že zdaj napovemo Fras in Medvršovo, in če bi radi šli na tak način doživeti street food Maribor za našo, oziroma na našo street food pojedino, potem pošljete pojedina in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Dejana in Matej smo tu, je 5 minut čez 7, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In še ena iz rubrike. Ko se mi pa to zgodi? Ana. Ja. Danes zjutraj sem prišla v predsobo, kjer ponavadi hranim svoj nahrbtnik za službo. Hraniš? Mislim, ja, pač tam je, čaka. Za jes, kaj pa je? No, v glavnem. In opazim na nahrbtniku beli flek. In gledam, kaj to ni zobna pasta, na kar ugotovim, da me je včeraj po poti domov iz službe pokakal ptič. In je bil ptičji kakac na rukzaku od včeraj popoldne, ko ga nisem opazila, ko sem prišla domov, do danes zjutraj, in ne boste verili, še zmeraj je tam. Samo zdaj sedi na nahrbtniku v pisarni. Pa se ti ni zdaj malo težek? Rukzak, dobro, ne bi zdaj mogli to v kilaži neki meriti. Torej ni bil ga lep, neki mali bolj, ne? Ja, je pa nekaj tekočega jedo. Ok, tekočega jedo. Tako da ja, viš, ko celi dan okoli nosiš ptiči drek, pa sploh ne veš. Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej dež in danes sicer na srečo, vse v našem koncu Slovenije, ne, veliko neviht. Ponedeljek je bilo pa povsem drugače in verjetno ste tudi sami ugotovili, ker je pač bilo objavljeno, da se je pri Apačah naredil lijakast oblak in da je malo že dol silo repek od tornadota. Se vsi pogovarjali, tornado, kaj to in grozno in letimo. Ne, ni unikaten pojav, je že bilo v našem koncu Slovenije tudi kdaj kak tornado, ampak to je ena taka tema bila, da smo rekli, moramo malo razširiti. In koga boš poklical, če ne Velika Vrha? Andrej ve. Ne? In najprej smo Andreja vprašali na temo tega dogodka v ponedeljek, zakaj pravzaprav gre, ko kaj takega vidimo na nebu. To je v bistvu taka oblika oblaka, kaže na močno nevihto, ki ima svojo rotacijo in pravzaprav že lahko rečemo supercelica. Značilnost superceličnih neviht je, da v bistvu nastane cirkulacija, kroženje v samem oblaku kot pri ciklonu, kot en tak mini ciklonček, in zaradi tega imajo taki oblaki, take nevihte večjo vztrajnost, dlje časa živijo in lahko potujejo dlje časa. Ne? Zdaj, nastane pa to lahko pri določenih pogojih, in sicer, ko je dovolj vlage, dovolj nestabilnosti, da pride do dovolj močnih vertikalnih dviganj. To lahko, recimo, kadar so res dobri pogoji za to, lahko to prinese tudi do nastanka tornada oziroma vrtinca, vodne trombe in podobno. Opa, tornado, tudi Andrej Velika Vrh je to omenil. Zdaj, kakšne so res možnosti, ker seveda gledamo ta poročila, predvsem Združenih držav Amerike, kjer je tisti del, ki mu rečejo Tornado Valley, in so kar pogosti, tudi zelo uničujoči. Ne, nazadnje smo letos že tudi spremljali informacije o tem in videe, da je bil tornado zelo blizu slovenske meje na italijanski strani. Kako pa kaže s temi kar intenzivnimi vremenskimi pojavi pri nas, gospod Velika Vrh? Ravno zaradi tega, ker je energije čedalje več, zaradi segrevanja ozračja, je možnost tudi nekoliko večja, seveda še vedno precej manjša kot naprimer v Severni Ameriki, ker so Evropa drugačne oblike, kopno, bolje razčlenjena z morjem in podobno. Predvsem je
to pogosto nad takimi velikimi bravninami ali pa planotami, takem bolj razgibanem območju, kot je naše Slovenija, Alpe in podobno, ne. Ampak ja, tudi pri nas lahko pride do tega, seveda pa so možnosti manjše. Ok, tako da ste lahko pomirjeni, ni zdaj to, da bo to vsak teden, ampak v vsakem primeru pa lahko pričakujemo v prihodnosti še več takih pojavov. Kadar je poleti nestabilno ozračje, je vreme lahko zelo spremenljivo, ne. V bodočnosti pač nasploh zaradi segrevanja ozračja je scenarij tak, so projekcije take, da pač bo več intenzivnih ali pa ekstremnih vremenskih procesov, vremenskih dogodkov, pojavov in seveda tudi nevihte so pri tem niso izjema. Ja, evo. Tako da ja, tornadoti, ampak možnost za to, da se razvijajo pri nas, so precej majhne. Ampak verjetno se pa bo kdaj kaj zgodilo. Tako da, evo, zdaj vemo, ne da smo zdaj kaj ekstra pomirjeni, ker glede globalnega ogrevanja in sprememb ne gre na boljše. Niti malo. Še vedno ne, upajmo seveda, da morda pa kdaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, danes v debatni sredi smo se glede na to, da smo vedeli, da bo slabo vreme in da pa seveda, ko odpreš kak portal z novicami, nič kaj dobrega ven ne skoči, ne? Da se bomo malo pač pogovarjali o čem drugem, da malo pozabimo. Recimo o tem, kaj smo nazadnje razmišljali pod tušem. Oziroma najboljša ideja, ki smo jo imeli pod tušem, ugotovili smo že, da Ana absolutno ne razmišlja. Čeprav smo mi dva ugotovila, Matej, da se gleda. Ne? Ja. In občuduje. To je samo na vajnem zelniku zrastlo. Jaz se koncentriram na čistočo svojega telesa pod tušem. Ja. Lepo. Ja. Glede na to, da imaš bolj malo telo, ni neka zahtevna koncentracija. Ja, pač hitro sem bolj končan, hitreje. Matej je imel eno super idejo, da rabi nov avto. Si bolj naredil, ker mrzlo vodo, da si strezno. Drugače pa, recimo pisal je poslušalec Dejan, ki je rekel, da je imel enkrat dobro idejo, da bi si dal na pralni stroj Bluetooth zvočnik, da bi lahko zraven to ti radio poslušal. A to pa kar izjemno. Izjemna. Muzika v kopalnici. Bravo. Ja, ne nasplošno, če nimate, je to kar napaka, ne? Se strinjam. Jaz ob 4:20 ne bi probavala, veš kaj mislim. Normalni pač, ki se normalno vstajate. Tako, pa se ne samo zjutraj, ne? Kadarkoli zvečer pa lahko. Da si daš lepo malo muziko, ne na zadnje to ti radio, kaj novega zveš, kaj lepega, recimo kak se imamo radi, tudi kak si povemo. Tako. Stvari, to je krasno. Je pa pisal tudi poslušalec Marko, ki SMS na 051 220 220 in je rekel, da enkrat pod tušem dobil idejo, kak bi porihtal otroško sobo, da si je celi načrt v glavi že naredil in bil ful zadovoljen, pa žena naredila po svoje, ampak mora priznati, da je boljše. Tako da veš, ne? Ja. Vse je dobro. Tako da debatiramo o naših SMS-ih in na družbenih omrežjih. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Daj še pa kaj češ, ne? Sreda je. Ne bom se spet ponavljal, da ob sredah je pač sranjen. Okay. Ja, imaš kaj pametnega dan si? Imaš ti? Ja, imam. Za sredo primerno. Nič ne govori, pa za vreme. Torej, kaj imamo danes, Tine, da bomo vse malo boljše volje? En taka zanimiva stvar in sicer, kaj se bo v naslednji minuti, ko se mi zdaj pogovarjamo po svetu, tako poprečju zgodilo, ne zdaj čisto točno, ne, ampak recimo v naslednji minuti, zdaj ko se mi menimo, bo porabljeno okoli 6000 ton hrane. Okay. Okrog 84,000 ljudi bo šubi dubi. Ja. Približno 3 avti bojo vkradeni. Minuti. 6000 strel bo ruknilo. Okay. Nekje na planetu. Vsi mi približno bomo v tej minuti 15 do 20 krat blinknili z okami. Okay. Okay. Pa približno 50,000 slik bo na Instagram uploadanih. Kaj si ti? V minuti 50,000? Ja. Se ni rekel kaki. Od vsega zdaj
Ja, Instagramno. To, da pa avte kradejo, Ja, ne, to se pa to ne. tudi, ne. Ja, to pa, da nismo med onimi 80.000, ja. To pa To tudi pa ni sploh. prav, ne. Ja. Yep. Kot obljubljeno o kolesarstvu, na taki dan, ko se marsikdo ne bo vozil, se pa lahko o tem menimo. Z nami v tem studiu podpredsednik torej kolesarskega kluba Brnik in pa seveda kolesarski trener Damjan Zemljič. Dobro jutro, Damjan. Dobro jutro. Dobro jutro. Smo z biciklom danes? Ne. Ne, je tako vreme. Ne? Ja. Mislim, tako vreme je ok, ampak samo če te vmes vlovi, verjetno. Ne? Čeprav tisti zagriženi se ne. Ja, če te vmes vlovi, če ne štartaš v takem vremenu, če te vlovi, je ok. Ja. Ja. Drugače pa pač vsaj rekreativni, pač je fajn, da razmišljate malo širše, ne? Čeprav je to tudi včasih težko, ker znajo biti rekreativci, to je zanimiv fenomen, dosti bolj zagriženi kot profesionalni kolesarji. To Ne? je res, ja. Zakaj je to ravno pri kolesarstvu tak? Mogoče zato, ker je na prvo žogo zgleda to vse precej enostavno, ne? In vsak ima občutek, da bi to lahko, ne? Da pač samo treba se malo bolj potruditi. Ja, ampak jasno je drugače. Zdaj, preden gremo na ta osnovni namen, zakaj smo tu, in to je 47. maraton okoli Pohorja, ki bo to nedeljo in je najpriljubljenejša in največja kolesarska prireditev v našem koncu Slovenije, na katero smo seveda vsi ponosni. Vemo, da je pravi boom, kar se kolesarstva tiče v Sloveniji, sploh v zadnjih 5-6 letih, sploh po koroni, pa tudi mogoče že nekoliko prej, sploh pa najbolj, ko smo začeli tudi na mednarodni ali na najvišji ravni dosegati vrhunske rezultate. Najprej seveda take res odmevne Roglič, na to pa najboljši kolesar verjetno vseh časov, tako je tudi Eddy Merckx rekel, Tadej Pogačar. To je verjetno kar dober motivator, ne? Ja, seveda, to je zdaj ogromen motivator, ampak jaz bi vseeno omenil, da recimo moja prva udeležba na maratonu okrog Pohorja je bila leta 88. Wow. In že takrat je to bilo zelo, zelo množično. Bi si upal trditi, da so takrat bile še, recimo zdaj v primerjavi z našimi zadnjimi leti, bilo še to bolj množično. Aha. Ne? Tako da tradicija obstaja že prej. Enostavno so mogoče manjkali športni rezultati, ampak tradicija pa že bila prej. Ja, absolutno smo od nekdaj radi se z bicikli vozili tukaj, ampak zdaj je res, kako se je to spremenilo. Recimo, jaz si še par let nazaj nisem znal predstavljati, da bi dejansko dnevno spremljal te velike 3-tedenske dirke, Tour, pa Giro, pa Vuelto in to. Zdaj pa to postaja nekako normalno in to je super, da je na tak način kolesarstvo zraslo. Ne nazadnje bomo imeli v Sloveniji tudi Evropsko prvenstvo. Ja. To je velika stvar, ne? Danes je vse skupaj bistveno boljše medijsko podprto. To je ta velika razlika. Ne, ker včasih se recimo o Touru smo slišali samo posredno, ne, in še bili zelo ponosni, če kateri od naših kolesarjev sploh prišel skozi. Ja, da je končal. Rekli, wow. Ja, res je. Evo, vemo, včasih so se na Touru tudi vmes švinglali, pa se z vlakom vozili, ampak pustimo. Tudi, dobro. To je bilo bolj v začetni fazi. Ja. In zdaj, seveda, ko marsikateri, morda tudi mlajši kolesarski nadobudnejši razmišlja, jaz pa bi. Vemo, da je to zagotovo eden od najbolj garaških športov, ki so. Je, zelo zahteven je, ampak morate pa razumeti, da za dobro pripravo je vse to skupaj deluje precej drugače. Ne, seveda, ti greš do nekih svojih limitov, ampak skozi ta proces treninga pa tudi svojo sposobnost regeneracije bistveno zboljšaš. Ne. Aha, ok, in potem to vse skupaj, kar se nam zdi nemogoče, tem občasnim kolesarjem je na neki točki veliko lažje. In zdaj, kak imate pri Braniku, vemo, da se tudi tu razvijamo in prav je tako za najmlajše kolesarje. In kdaj bomo recimo se pogovarjali, da pa je iz našega mariborskega kluba prišel zmagovalec, etapni zmagovalec recimo kakega Grand Toura? V redu, gremo postopoma. No? Ja. Ampak recimo zdaj, to bi že bilo skoraj res tombola, skoraj bi že presenetili, pa bi imeli državnega prvaka zdaj v kategoriji B, dečkov. Ne? Ni dosti manjkalo.
Tako da reči se pogovorimo o tem, da moramo recimo nekako uteči ta sistem delovanja kluba na najnižjem nivoju, da vemo ustvariti neke kvalitetne tekmovalce do recimo mlajših mladincev, potem pa dalje pa ne, je potem spet druga zgodba. Okay, ampak delamo na tem in zdaj kakaj je pot, recimo čist tak, zdaj ta trenutek poslušam morda kaka mamica, kaka ati, ki si misli, jaz pa bi pa da probajmo, kako to zgleda, recimo kakaj je ta pot. Jaz jim predlagam, da enostavno, da pogledajo našo spletno stran, tam imamo formo za prijaviti se, torej se registrirajo, dajo osnovne podatke o otroku in mi ga povabimo potem v prvi priložnosti na en skupen trening, da sploh vidijo, ali je to všeč ali mu ni všeč, ker te najmlajše imamo radi v nekem kontroliranem okolju. Ja, absolutno, ja. Tako da ne gremo z njimi takoj na cesto. In potem, seveda, če je otroku to všeč, pa je nam tudi v interesu pri teh mladih, da potem ga tudi čim prej damo, vržemo tudi v vodo, da gre čim prej na tekme, zato da to dobijo ta občutek, kaj to je. Okay. Seveda, trenažni proces je obvezen, ampak ta občutek še, ker tega ne moremo mi na samem treningu nikoli prav doseči. Ja, res je, ko je dirka, ko gre za res. Ja. Mislim, ker je tako fenomenalno, ko gledaš, mislim, jaz včasih kar mižim, ko ta peloton ga žge in ga oni, ne vem, kurijo 60 na uro, pa so milimetri med kolesi. Ja. Sej to je ravno ta aspekt tega cestnega kolesarstva, da se navadiš gibanja, biti v pelotonu, se počutiti dovolj sigurno v njem, ker poznam kolesarje, ki samo dejstvo, da je notri v pelotonu, ima puls za 160, pa ne dela nič. Ja. Je tak strah. Je kar zahtevno, ampak se da naučiti absolutno. Ni neki pogoj, da mora se znati po zadnji peljati, pa to ne. Ne, ni pogoj. Je pa zaželjeno, da čim bolje obvlada. No ja, to pa seveda je osnova. Ok, preden gremo na kolesarski maraton okoli Pohorja, pa ena kratka pauzica, pa spet z biciklom dalje. O kolesarstvu govorimo, jasno, da to nedeljo 47. kolesarski maraton okoli Pohorja, podpredsednik kolesarskega kluba Brnik in trener Damjan Zemljič, vedno tukaj. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Damjan, zdaj v nedeljo greste na Senst, okoli, kaj bo ima? Jaz žal ne, bi z veseljem bi šel okrog, ampak žal pač imam druge obveznosti, grem z otroci na državno prvenstvo v kronometru v Tropovcih. Ok, tako da žal, torej tokrat bolj trenerska vloga kot pa. Pa dobro, se tudi, ampak je pa seveda število prijav in še enkrat več, boste zagotovo zadovoljni. Kaj bo letos morda kaj drugače, oziroma po čem se letošnji razlikuje od preteklih? Ja, letos bo glavna razlika je še ta, da bomo imeli mobilno zaporo tudi na krajši progi, torej OTP banka, torej na 70 km, tada vljudno vabljeni in mislim, da bo velik užitek se peljati po krajši v mobilni zapori. Kaj to točno pomeni, če kdo ne ve, mobilna zapora? Mobilna zapora pomeni, da imamo v tej prednji skupini kolesarjev jim zagotavlja varnost in torej prosto pot policija in potem en klubski avto spredaj. Z klubskega avta spredaj bomo tudi delili vodo na željo kolesarjev in pa potem za zaporo, ki bo trajala recimo 15 do 30 minut. Pa metla, ne? Ne, ni metla, ampak takrat se pa potem udeleženci vozijo po cestno-prometnih predpisih. Ok, tam vmes pa lahko tudi malo pritisnejo. Vmes pa lahko tudi pritisnejo. Oziroma probe zdržati s tistimi, ki bodo pritiskali. Ker pritiskali pa bojo, ne? Torej, kot smo rekli, je to ena od najbolj legendarnih prireditev. Letos je drugače tudi, kar se štarta tiče. Ja, letos se štarta na severni strani Ljudskega vrta, na Mladinski ulici. Potem se spustimo po Štorosmerjevi, gremo proti Tržnici in potem po Nasipni ulici navzdol proti Lentu. Iz Lenta pa potem mimo Narodnega doma, gor na Titov most, to še bo vse.
vožnja v zapori, kjer bomo skrbeli, da še ni nekega štarta. Ja, to je pač tisti mehki štart. Ja, zato, da je skupina čim bolj homogena, da so skupaj. In potem pa na traso. Ja. Oba štarta bosta z zamikom, torej najprej gre skupina za veliko traso, torej Energija Plus, in čez 5 minut pa drugi. Mogoče še to prej nisem povedal, še ena manjša razlika za tiste, ki so zelo navdahnjeni dirkaško, ne bo obveznega poslanka v Mislinji. Ok, tako da letos se pa rekordi delajo, ne? Letos pa bojo lahko niko grejo, ne? Da je, ker res vidiš, ne? Kar je zanimivo, tudi zdaj kolesarska oblačila morajo biti tesna zaradi aerodinamike, verjetno, ne? Je pa res problem, ker ko pogledamo rekreativne kolesarje, enim bolj paše kot drugim. No, ampak ja, hvala Bogu. Aerodinamično. Ja, ok, super, tako da jaz verjamem, da bo to še en genialen maraton in da bo seveda vse skupaj teklo tako, kot ste si zamislili. Zdaj, ko korakamo proti jubilejnemu 50-emu, ne, par leče pa bo tu, takrat verjamem, da bo tudi kaj posebnega. Zdaj, Damjan, hvala lepa za obisk danes tukaj, vse dobro pri izvedbi, pri tekmovanjih in pa pri tem, da tako lepo skrbite za male kolesarske talente. Hvala za povabilo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, enostavno moramo malo spregovoriti tudi o teh groznih dogodkih v zadnjih dneh na naših avtocestah oziroma v neposredni okolici Maribora. V 3 dneh 2 nesreči s smrtnim izidom, več žrtev tudi, no. In obakrat je bil vzrok vožnja v napačni smeri po avtocesti, kar je seveda grozno, ampak zdaj priden na pamet, obsojamo, verjetno se lahko vsakemu kdaj zgodi, sploh v okolju, ki ga ne pozna in težko je razpravljati o razlogih. No, smo pa govorili z vodjo oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Borisom Weberičem, in vprašali najprej, kaj svetujejo pri policiji, če se slučajno komu kaj takega zgodi. Ja, vsakdo, če vozi v nasprotno smer, mora nemudoma zapeljati na odstavni pas oziroma čim bliže izven vozišča, vozilo ustaviti in stopiti za varnostno ograjo. Še posebej pomembno pa je za vse ostale udeležence, da upoštevajo prometne informacije in obvestila, in kolikor prejmejo obvestilo, da bi na neki relaciji lahko nekdo vozil po smernem vozišču v nasprotno smer, da nemudoma zapeljejo skrajno desno na odstavni pas ali pa po možnosti na bankino, izstopijo iz vozila in stopijo za varnostno ograjo ter pokličajo 113. Ja, se pravi, če je obvestilo, da vozi voznik, pač se treba ustaviti pa iti ven, pa čez ograjo, ne? To je še najbolj modro narediti, da na tak način zavarujete predvsem sebe in vse potnike v avtomobilu. Zdaj, ko govorimo o teh 2 groznih nesrečah, ki sta se zgodili, ali se morda že ve, kaj je bil dejansko razlog, da je prišlo do nje? Vzroke vse te okoliščine še ugotavljamo. Agencija za varnost prometa pa za vsako takšno prometno nesrečo na avtocesti zagotovi presojo cestne infrastrukture in tako se bo zgodilo tudi v teh 2 prometnih nesrečah. Mi pa sedaj po opravljenih ogledih in po prvih zbranih obvestil nismo ugotovili pomanjkljivosti pri cestni infrastrukturi. In zdaj prihajajo poletni meseci, še več zapor tudi, še več del bo, sploh na avtocestah, še več možnosti, da morda kdo zaradi ali neprilagojene hitrosti ali katerega koli razloga že enostavno naredi napako pri razvrščanju, in zato nas zanima, ali pri policiji pripravljajo tudi kakšne preventivne akcije za preprečitev najhujšega. V tem obdobju že izvajamo postrojene aktivnosti na področju nadzora nad vozniki lahkih motornih vozil in mopedov. Sredi meseca načrtujemo, da bomo izvedli še nadzor na področju psihofizičnega stanja voznikov. Vsakodnevno pa si prizadevamo, da nadzor izvajamo na tako imenovanih kritičnih odsekih cest, to pomeni na lokacijah, naseljih, kjer je pogostost prometnih nesreč največja. Nadzor pa usmerjamo predvsem v kršitve, ki so vzroki najhujših prometnih nesreč oziroma vplivajo na njihove posledice. Ampak na koncu, ko potegnemo črto, je največ odvisno od nas za volanom. Tako da naj se vam ne mudi, pazite na se in na ostale udeležence v prometu. Se veš, dostkrat je pač to, da moraš ti bolj paziti na druge, kot oni na tebe, žal. Ampak na koncu, ko se varni odhodi in prihodi na cilj ujemajo,
je to pač vredno največ. Tako da res pazite na se in varno pot, kamorkoli boste že namenjeni na daljše, krajše poti vsakič, ko sedete za volan ali na motor. Dejan, Ana in Jeger in to jutro.